Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije in občina Divača predstavljata projekt Zgodbe za otroke avtorja Bogomira Magajne. Punčka Maja in igrače. Očka punčke Maje je bil moder mož, zato se ni prav nič smejal, ko je punčka Maja pritekla k njemu in bridko potožila, da mala Baja noče spiti mleka, ki ji ga je prinesla v skodelici, in tudi sladkorčkov noče pojesti. Malo Bajo je napravila teta Lizika iz samih svilenih cunic in iz srebrnega prediva. Rokavci so bili modri in nazobčani kot pri modrem encijanu. Temno rdeča, široka krinolina je bila kot narobe obrnjen gavrožin cvet. Prepasana je bila Baja s paskom iz raznobarvnih cvetlic, široki kodrasti laski pa so bili iz srebrnega prediva, ki ga je teta Lizika vzela z novoletne jelke. Seveda je bilo treba naslikati tudi velike, sinje oči, majhen nosek in široka rdeča usteca. Bajo je teta položila na blazino, preden se je Maja zbudila. In ko se je Maja zbudila, sta si z Bajo strmeli dolgo nepremično iz oči v oči. Potem se je Maja nasmehnila, polna sreče, in nasmehnila se je tudi njena Baja. Maja jo je zagrabila z ročicami in si jo pritisnila na srce. Malo katera mama ima svojega otroka tako rada, kot je imela odslej punčka Maja rada Bajo. Čeprav so se Maji marsikdaj orosile oči, če se ji je zdelo, da se je Baja naveličala poslušati pravljice, ki jih je pripovedovala Maja, vedno iste, tudi 10-krat. Ko je delala Maja na vrtu potice iz peska, je morala Baja sedeti zraven in na vso moč občudovati Majo. Zgodilo se je tudi, da se je Maja razsrdila in nabila Bajo po ritki, ker se je Baja po nerodnosti prevrnila v škaf vode. O, ti nesreča, ali ne veš, da se v mrzli vodi lahko prehladiš in hudo zboliš, jo je karala Maja. Ker pa je Baja začela na vso moč jokati, jo je Maja božala po srebrnih laskih. Nič ne jokaj, moja mala punčka, saj se bo obleka kmalu posušila, saj si pridna, moja mala Baja. Kot bi mignil, se je Baja nehala jokati in usteca so se ji razlezla v širok smehljaj. V Ljubljani ni bilo bolj srečnega bitja od lutke Baje, hkrati pa ni bilo bolj nesrečnih bitij, kot so bili slon Bimbo, kuža Muri in pajac Pinguli. Odkar je punčka Maja dobila Bajo, so samevali vsi trije žalostni, pozabljeni in zapuščeni v kotu Majine sobice. Punčka Maja je čisto pozabila na vse tri, niti jedil jim ni prinašala več. Lakota je strašno krulila v njihovih želodcih, še huje pa je bilo to, ker ni bilo nobene ljubeznive besede več, niti nežne ročice, ki bi jih pobožala. Vsi trije so bili tako žalostni, da bi najraje umrli. Brez jedi se še da vsaj nekaj časa nekako živeti, toda bolje je umreti, kot živeti čisto brez ljubezni. Ko je zvečer mesečina razsvetlila Majino sobico, je Maja s punčko Bajo v naročju nenadoma zagledala, kako so prikorakali k njeni posteli slon Bimbo, kuža Muri in pajac Pinguli. Slon Bimbo je visoko dvignil svoj velikanski rilec in silno žalostno zatrobil. In pri tem so se mu udrle debele solze iz oči. Kuža Muri ni nič pomahal z repkom, le gobec je na široko odprl in žalostno zalajal. In tudi njemu so začele curljati grenke solze na pot. Pajac Bingoli pa je med glasnim jokom jecal. Zakaj, punčka Maja, nič več rada? Bingolija, Bimbo boja, Murija. In slon Bimbo je zopet zatulil na ves glas in na ves glas je zalajal kuža Muri. Punčko Majo je zapekla vest v dno srca. Saj punčka Maja ni pozabila na Bimba, Murija in Bingolija, saj ima rada vse tri, a punčka Baja je hudo bolančkana, ali ni bolančkana punčka Baja? Sedaj se je punčka Baja spustila v glasen jok, da jo je Maja komaj pomirila. Potem je položila k njej Bimbota, Murija in Bingolija in se strašansko trudila,
da bi pripravila vse tri v veselje, smeh in v zlate sanje. In nazadnje se je res posrečilo, da je Bimbo trobil od veselja, Muri lajal od veselja in Bingoli skoraj počil od smeha, dokler se niso vsi pogreznili v zlate sanje. Drugo jutro je pritekla Maja k Lukcu, ga zagrabila za ročico in ga vlekla s seboj. Po poti je moral Lukec natrgati velik šop trave za slona Bimbota, potem ga je vlekla k zaboju v kuhinji, v katerem je Lukec našel kost za Murija, sama pa je poiskala pest bombonov za Bingolija in skodelico mleka za Bajo. Odhitela sta v Majino sobico. Lukec bo moral pomagati Maji, Maja ne more sama skrbeti za vse. Slon lačen, kuža lačen, pajac lačen, Baja bolančkana. Ko sta oskrbela živali in pajaca in je punčka Maja mislila, da so sedaj vsi zadovoljni, si je Lukec naenkrat pritisnil ročici na oči in zatulil. Tudi Lukec rad jedel bombone, tudi Lukec rad punčko Majo. Punčka je stekla v kuhinjo, se vrnila s polno pestjo sladkorčkov in jih začela tlačiti Lukcu v usta. Tako hitro jih je moral hrustati, da bi se skoraj zadavil.